Čajanka v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice in založbe Litera je potekala v sredo 10. januarja 2017 v Dvoru Trebnik. Gost je bil avtor romana Zadnja noč v Teheranu Zdenko Kodrič. Z njim se je pogovarjal urednik založbe Litera Orlando Uršič. Povedal bi mogoče samo to, da je pisatelj, dramatik, scenarist, bil je seveda dolgoletni novinar pri Večeru, tudi urednik nekaj časa, danes pa v glavnem pisatelj, piše romane in drame, s poezijo je menda prenehal. Zdenko, jaz te lepo pozdravljam na tej predstavitvi tega tvojega zadnjega romana Zadnja noč v Teheranu. Za začetek bi te prosil mogoče, da za izhodišče poveš zgodbo o Martinu Uherniku, o katerem si ti tudi naredil dokumentarni film, ki smo ga nekateri videli na RTV Slovenija. Bi povedal to zgodbo, prosim. Dober večer, hvala za povabilo. Tisto v literarnih večerih bova, upam, utegnila kaj povedati, kaj mislim si o tem. Skratka, če me sprašuješ o Martinu Uherniku, bi mogoče za uvod povedal tole. Martin Uhernik je resnična osebnost. Najbrž se ga spomnite iz let 1974, ko so ga po nedolžnem obsodili na 8 oziroma 10 let zapora, in potem še na leto 2006, ko je bil oproščen, ko ga je oblast oziroma sodna oblast oprostila tega krutega zločina, ki se je zgodil na Novomeškem. Gre za kraj Gabarje oziroma Gabrsko goro, to je nekaj kilometrov nad Novim mestom oziroma Brusnice so spodnje oziroma spodnje ali zgornje Brusnice so krajevna skupnost, če se ne motim. Ta zločin je dolgo časa vznemirjal peščico ljudi, če smem reči, mogoče peščico novinarjev. Potem se je to pozabilo. Saj veste, v prejšnjih časih je mogoče bilo pač tudi tako, da si nekateri niso upali. Bilo je pa toliko indicov ali pa toliko dokazov, ali pa ne vem, če je bilo pravih dokazov, da so ljudje preprosto verjeli, da je Martin Uhernik resnični morilec enega svojega, tako rekoč soseda na parceli, tam, kjer sta bili vinski kleti. Leta 1976 so ga potem zaprli, skupaj z ženo. Žena je sedela 2 leti, ko je prišla domov, je seveda kmalu umrla, ne čist kmalu, ampak mislim, da po 10 letih je umrla, tako da sta ostala otroka in fant in punca sta ostala sama na kmetiji. Njen brat od žene brat je potem pomagal ta otroka vzgajati. On se je potem sredi 80-ih oziroma 85 ali 86 se je vrnil iz zapora in je bil tako rekoč izobčenec. Nihče ga ni maral, vsi so pač mislili, da je res zločinec. On je pa ves čas je vztrajal, celo svoje življenje oziroma pol svojega življenja je vztrajal pri tem, da ni kriv. Ko smo mi posneli ta dokumentarni film, mislim, da bo na sporedu na televiziji, uradno bo tam enkrat marca, aprila, mogoče maja, pa že prej, ne vem natančno, kdaj bo ta film posnet. Gre za igrano dokumentarni film z naslovom Saravota. No in mi smo potem preko tega filma in preko tudi nekaterih novinarjev Slovenskih novic, Dela, tudi deloma Večera in Dnevnika ljubljanskega, smo ugotavljali, da ta primer le ni tako nedolžen, kot zgleda, oziroma da se za njim marsikaj skriva. In ko smo mi šli vprašati, jaz sem si naredil spisek, približno 100 ljudi naj bi obiskali, pa jih povprašali o tem zločinu in o tem človeku. In seveda nam je tretjina ljudi je takoj odpovedala, ni hotela sodelovati, tretjina je umrla, tako da jih nismo niti mogli obiskati. No, tretjina je pa potem spregovorila in ta tretjina potem tam v tem filmu tudi nastopa.
Zanimivo je, da so vsi ti ljudje, ki so nastopali v filmu, bili na strani tega uhernika. Skoraj nikogar ni bilo, ki bi proti njemu. Bila je ena gospa, ki sicer ni hotela dati izjave, oziroma meni je samo po telefonu povedala, da pa ona misli, da je zločinec, tudi sin od tega pokojnega ubitega človeka je tudi bil proti uherniku. Mogoče 3 v tej vasi so bili mogoče proti ali pa so dvomili, da resnica vseeno ni taka, kot naj bi bila. Vsi ostali, od zapornikov, od direktorja sodišča, zaporov, do vodja, ki ga je imel neposredno čez v zaporu, je rekel, da mu je celo pomagal sestavljati pisma. Tablete mu je dajal, da se je pomiril in take stvari. Skratka, ta človek je ves čas dajal vtis, da je nedolžen in na tej nedolžnosti tudi vztrajal. Leta 2006 so potem tega človeka oziroma tega Martina Uhernika oprostili. Zdenko Kodrič, ki je v literaturo stopil pred dobrimi 40 leti in se kaj kmalu ves posvetil študiju nasilja, kot svoje pisanje označi sam, nam z novim romanom spet ponudi spoj resničnosti in domišljije. Je vsestranski ustvarjalec. V tokratnem romanu je ustvaril sodobno mešanico družinske drame in kriminalke. Zgodbo nam prvoosebno pripoveduje protagonist Aleksander Košak, državni tožilec, ki ga spoznamo v času družbenih vrenj v Mariboru, na predvečer njegovega pomembnega življenjskega mejnika, naslednji dan namreč odhaja v pokoj. Seveda pa ta v njegovem konkretnem primeru ne pomeni mirnega življenja. Saj mu tako rekoč hkrati iz omare pade okostnjak, za katerega sam sicer ne nosi krivde. Ravno takrat namreč pride iz zapora človek, obsojen zaradi umora, ki trdi, da je po krivem odsedel 8 let. Zdaj je čas za obnovitev primera in za to, da dokaže svojo nedolžnost, pri čemer bi mu po njegovem mnenju lahko pomagal tudi Košak. Dogajanje se pospeši in za seboj potegne Košakovo analiziranje lastne preteklosti, odločitve z ženo naprej, pred bralcem pa se razpotegne vse bolj zavita hobotnica, ki na koncu grozi, da bo zagrizla sama vase. Pojasnilo za naslov romana čaka bralca na samem koncu.